Samo še 42 km mi manjka do letošnjih 1000, tako da bom kar izkoristil tole lepo soboto in se zapeljal malo tle po teh italijanskih ravninah. Vmes bom še odgovoril na nekaj vprašanj, ki so se nabrali v prejšnjem tednu. Drugače pa si ne obetam nič drugega, kakor en čudovit izlet. V prejšnjem videu, ko sem snemal en izlet na Krasu, me je potem en gledalec spodbodel, da ni izleta na Kras brez obiska Cerja. Tako da bom ob prvi priliki, ko bo malo lepše vreme, šel z gorskim kolesom na Kras in vam prikazal še eno alternativo po makadamskih poteh v tisti res čudoviti okolici. Je pa danes eno tako prijetno sončno vreme, ampak komaj 6 stopinj Celzija. In ker je bila sinoči za prijatelje spet prekratka noč, sem se odločil, da grem prav tako na easy v coni 2. Kdor želi bolj natančno secirati mojo današnjo vožnjo, bom dal od spodaj v opis videa tudi link do moje Strave. Fotke bojo pa na Instagram profilu. Pa nisem jaz niti planiral, da bi imel že tako zgodaj v februarju kar 1000 km, ampak se je tako zgodilo, dvakrat sem dobil obiske, enkrat je ratala 100, smo šla z Lukatom do Gradeža, prejšnji teden pa z eno klapo iz Ljubljane vse dol v Marano Lagunare, tako da je ratalo kar 120 km. In se nabere, vam povem, niti ne veš kdaj. V prejšnjem videu se je pojavil en komentar, če bi lahko posnel kaj o bike fittingu. To bo zelo težko, ker s tem nimam nobenih izkušenj. Sem pa razmišljal, če slučajno kdo gleda te moje videe, ki se ukvarja z bike fittingom, jaz brez kakršnekoli protiusluge vam dam na razpolago 2-3 minute svojega videa. Vi se predstavite, povejte, kaj ponujate, kakšne so prednosti, cenovno, slabosti, karkoli, in jaz lahko to objavim. Lahko pa povem, kako jaz sam sebi naredim svoj bike fitting. Eno je nastavitev sedeža in sicer višino zmerim tako, da se potem zravnana noga s peto dotika pedala. Druga je pa ta, da ko pogledam navzdol čez belanco, mora belanca točno prekriti os sprednjega kolesa. In to je to. To je vse, kar jaz rabim. Imam to srečo, da na kolesu nikoli nisem imel nobenih težav, bolečin ali kakršnih drugih koli nevšečnosti, tako da lahko samo potrkam in upam, da bo tako tudi v bodoče. Eni določijo višino sedeža tudi tako, da ko sedijo na njem, se z iztegnjenima nogama točno s prsti dotikajo tal na obeh straneh. Če si boste sami nastavljali sedež, si zapomnite, da višina sedeža ne rabi biti točna že prvič. Vi nastavite približno, pejte se peljati, potem pa lahko popravite, ampak ne spreminjati višine sedeža več kot pol centimetra naenkrat. Kar se tiče pogleda dol na sprednjo os, pa to rešujete lih tako, da potiskate sedež naprej ali pa nazaj, ali pa da krajšate oziroma podaljšate pipo pri belanci. Pa še ena stvar, ne si nastaviti sedeža preveč visoko, zato ker medenica mora biti pri vožnji popolnoma ravna. Če se bo pozibavala levo-desno, pomeni, da je sedež previsok in to ni prav. Zdaj se vozim čez ta lep teren, ki mu rečemo Prevalj. Tukaj je raj za ptice, ogromno je polj, vinogradov, čudovita narava. Še te cestice tukaj so tako malo prometne, da je prav lepo se voziti. En gledalec je postavil zelo zanimivo vprašanje in sicer je napisal, da ima pametno športno uro
in ga je zanimalo, če bi moral ob nakupu specialke kupiti tudi posebej še kolesarski števec. Jaz mislim, da če imate dobro športno uro, potem vam kolesarskega števca ni mus kupiti. Če vaša ura preko GPS-a meri progo, kje ste vozili, in če vam meri srčni utrip, imate že skoraj vse, kar rabite. Jaz v praksi nikoli ne nosim ure, ampak vseeno bi imel par pomislekov pri uporabi športne ure za kolesarjenje. Ena je ta, recimo po zimi vam jo bo skrival rokav, poleti se boste mogoče potili in boste imeli tle belo sled, ker vam sonce ne bo obsijalo roke. Poleg tega vsakič, ko hočeš pogledati kakšen rezultat, moraš roko obračati, po možnosti je ekranček temen, moraš še tapkati na njega, tako da nisem prepričan, če je to najbolj prijetna izkušnja. Možno je tudi, da si uro navijete kar okrog belance, ampak potem ne boste imeli srčnega utripa. Razmislite tudi, če boste na vašo uro lahko preklopili morebitno radarsko lučko, senzor kadence, senzor hitrosti. Vprašanje, če ure to omogočajo, ne vem. Vseeno se mi zdi, da je boljša varianta si nabaviti en kolesarski števc, ki je praktično igral vlogo kolesarskega računalnika in imate na njemu lahko vse. Zdaj sem prišel do Krmina, na števcu imam lih 21 km, tako da bom kar lepo začel počasi obračati nazaj proti domov. Kar tako naenkrat, brez očitnega razloga, pridejo prav na hitro mimo 3 avti, pa spet dolgo nobenega. Točno tako je bila napoved, da bo začel pihati veter in da bo prišla neka oblačnost, proti večeru naj bi celo deževalo. Tako da super, kar sem izkoristil, tega mi ne more več noben vzeti. Vračam se lepo nazaj čez Faro, tukaj mimo tega astronomskega observatorija, po eni taki čudoviti stranski cestici, skoraj vse do Gorice. Sem pa jaz pred snemanjem tega videa začel resno razmišljati, da bi si kupil pametni prstan. Na prstu vem, da mi ne bi bil tako moteč, on lih tako meri srčni utrip, pa sladkor v krvi, beleži tvoj nočni počitek in se mi zdi, da bi bila mogoče ena taka zanimiva pridobitev zame. Cena je sprejemljiva. Vem, da zaradi tega natančnost ni prav 100%, ampak okej, če se bom odločil in naročil, vam ga pokažem v enem od naslednjih videov. Zdaj je že kar nekaj časa od tega, ko me je gledalec Matjaž prosil, če lahko posnamem kakšen video o maksimalni sili, ki deluje na pedala, učinkovitost, da je krog lepo zaključen, da je vožnja čim bolj tekoča. Jaz o tem dosti ne vem, mi je pa na pomoč priskočil kolega Simon, ki ima power meter na obeh pedalih, tako da mu lepo zmeri, kakšna sila, kakšni vati delujejo pri njemu. Nekje bi rekel, tista splošna sila, ki jo pedalo čuti, je od kota 10 stopinj pa vse tja dol do 220, medtem ko maksimalna izkoriščena sila je med 70 in 120 stopinjami. Pri njemu se tudi lepo vidi, kako je napredoval, ker je imel pred časom levo nogo bistveno šibkejšo in dosti manj moči, potem je pa s časoma to popravil s treningi in zdaj ima levo in desno nogo skoraj enako močno. Take stvari se da popraviti, še najboljše na trenažerju, kjer lahko goniš samo z eno nogo in jo krepiš, zato ker med vožnjo po cesti je to dosti bolj nerodno in tudi nevarno. Ampak vsekakor jaz o tem kaj več ne bi znal povedati, tako da bodi dovolj o tem. Jaz sam zase vem, da pedala zmeraj potiskam navzdol in skoraj nikoli ne vlečem navzgor. Redko kdaj si pri kakšni vožnji v klanc pomagam tako, da z drugo nogo pa niti ne vlečem navzgor, ampak bolj tako nazaj, kakor rečemo Michael Jackson pri tistem moonwalku. Na tak način si pomagam, ampak 99% vožnje pa samo pritiskam dol.
Na koncu naj povem še, da še zmeraj velja tisti moj Sirocco link, da lahko izkoriste 10% popust. Drugače pa vam želim vse dobro, hvala vam za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau!